Kako se ljudje odzovejo v situacijah, kot je epidemija novega koronavirusa in z njim povezana izolacija oziroma karantena? Ja, ljudje se odzivajo na zelo različne načine. Vse pa preplavlja kakor en strah, ker se zdaj srečujemo z eno tako pojavom kolektivne travme, in sicer to pomeni, pandemija je razglašena po celem svetu, travma pa pomeni, da smo vsi soočeni z enim občutkom ogroženosti, ko se mogoče tudi kdo boji za svoje življenje. In ta strah se lahko odraža na eni strani kot ena povečana tesnoba, to tako izgleda, kot če bi se nekdo usedel na pljuča, ali pa kot povečana panika, panični napadi, in tam pa ljudi že celo strah, da imajo mogoče celo virusa, ker paničen napad izgleda približno tako, da je oteženo dihanje, mravljinci po telesu in ljudje imajo občutek, da bojo umrli, in zato jih je pol strah še tega, če so zraven poleg napada dobili še bolezen. Hkrati, ampak to ne drži, seveda, ker paničen napad v bistvu za človeško telo ni ogrožajoč, je pa en znak, da se pojavlja en močan strah pri ljudeh in da ga je dobro nasloviti in se s tem soočati. Po drugi strani se pa srečujemo z ljudmi, ki recimo težko verjamejo temu, kar se dogaja, in tudi v smislu enega pomirjenja notranjega strahu, verjamejo raznim teorijam zarot, razmišljajo, kaj se dogaja, kdo nam zdaj to prekriva, kaj so nam prinesli, k nam jih je strah, da je kdo to namerno naredil. Tako že kar v smislu ene malo paranoje. Tako da predvsem ta strah se širi naokoli in bistveno je, da se z njim soočimo in da ne iščemo teh negativnih virov pomiritve, ampak da se poskušamo nekje osredotočiti na pozitivno. Kako se še spopasti s strahom, s tesnobo? To, ker mogoče deluje težko za marsikoga, ki se znajde prvič v tej tesnobi ali pa paničnem napadu, sploh ker ga ne pozna in s tem ni soočen od prej. Ampak prvi korak je to, da zdajle midve lahko o tem govoriva, da si lahko ljudje tudi doma priznajo, da gre samo za en povečan strah. In strah, kot vemo, ker rečemo včasih otrokom, je pa kako že znotraj votov, zunaj ga pa nič ni. Tako da v resnici so tole nakopičeni eni občutki in najbolj jih zreduciramo tako, se pravi, zmanjšamo na ta način, da si jih priznamo, da o njih govorimo, da lahko doma najdemo oporo v družinskih članih, da o tem spregovorimo brez kakšnega zasmehovanja, da smo v tem občutju, da nas je strah tudi sprejeti in da drugi razumejo, nas ne okličejo za paničarje ali pa karkoli takega, in da lahko predvsem o strahu torej glasno spregovorimo in da se soočimo tudi mi sami z njima. To pa pomeni, da si priznamo, da mogoče kdaj prekinemo brskanje po spletu, po internetu, po socialnih omrežjih, se ustavimo in res samo začutimo telo, kaj se dogaja tisti trenutek, kaj se zdaj dogaja ali v prsih, če mogoče se tam pojavlja ena bolečina, in da samo smo pozorni na to, na ta občutek, na te telesne senzacije, ki se pojavljajo, in samo pustimo, da so. Skratka, samo predihamo jih, nič kaj posebne tehnike ni potrebno, ob tem samo vdihnemo en mer in izdihnemo ta občutek strahu. Če bi se ljudje vsak večer vzeli čas za eno tako samopomiritveno vajo, bi res že naredili zelo veliko. No, nihče od nas ni imun na stres, vendar je sama stresna reakcija odvisna od različnih značilnosti vsakega posameznika. Kdaj bo kakšno situacijo prepoznal kot stresno? Ja, to ste zelo dobro povedala, to drži. Če smo mi kot otroci v svojem otroštvu imeli varne skrbnike, se pravi, če smo se lahko na naše starše obrnili, če smo jim lahko zaupali, če so bili naša varna opora in naša močna skala, če tam ni bilo kakšnih torej hujših zlorab, odvisnosti, nasilja, ali pa ločitve morda tudi, ali pa raznih psihopatoloških bolezni, če je tisti starš zmogel biti ena varna opora, je dal otroku s tem en notranji vir moči na začetku, ker otroci sami ne zmorejo imeti še notranjega vira moči, ker so čist majhni, sploh prva 3 leta, in je starš tista prva najpomembnejša opora.
In če smo mi, ki smo bili majhni, a ne, kot otroci, to imeli pri svojih starših, bomo zdaj tudi kot odrasli celo življenje lahko našli pri sebi ene notranje vire moči, a ne. Skratka, če smo imeli ta prvo osebo, ki je bila najbolj bistvena, se pravi oba starša, a ne, mama in očeta, na en tak način, da sta nas znala pomiriti, bomo imeli veliko večjo verjetnost, da se bomo tudi mi sami znali zdaj pomirjati, našli prave ustrezne načine pomirjanja in poiskali tudi ene partnerje takšne, pa ene prijatelje takšne, da bo ob njih varno, a ne. Zdaj, če smo doživeli zdaj še kakšno zlorabo, travmo, kakšno bolezen težjo, a ne, vse to so pol dodatni indikatorji za težje soočanje s stresom, a ne, in tudi čisto naše psihofizično trenutno počutje. Če se nekdo počuti slabo, seveda težje sprejema nove informacije, ne glede na to, koliko volje lahko ima, ne. Ampak vse to se nekako pa da premagati s tem res zavestno odločitvijo. Tudi če smo imeli ene take težke izkušnje in nevarne odnose v preteklosti, se vedno da odločiti, ne glede na kateri točki življenja smo, tudi če je to sredi izolacije, sredi tega, ker ima marsikdo občutek, da ne bo nikoli konec, da ne vemo, koliko časa bo trajalo, a se bo to sploh nehalo in kam vse daleč bo šlo, da se odločiti in narediti življenje lepo in drugačno in ga osmisliti in najti ene svoje notranje vire moči in tudi zunanje vire moči v svojih najdražjih, v svojih bližnjih in čisto v teh enih dihalnih tehnikah, mogoče raznih meditacijah, eni v molitvi. Vse to so različni načini, ki jih lahko iščemo, da se pomirimo tudi danes sredi izolacije, ko morda koga res zelo skrbi. Ampak da se drugače, ljudje lahko zdaj tudi vse več strokovnjakov ne deluje, ponuja tudi brezplačne pomoči, veliko telefonskih linij je odprtih, to je dostopno tudi na stranih inštituta NIJZ. Tudi mi terapevti smo vsi ponudili zelo različne opcije, ne, da lahko ljudje res pokličejo, če so v stiski in se obrnejo na koga, tudi če živijo sami, a ne. Tako da se da tudi v teh časih, ko je tako navzven smo prepojeni z enim strahom, pa z eno grozo mogoče, kaj bo in kako bo, se da vseeno odločiti, da si pa zorganiziramo življenje drugače in da živimo eno polno življenje, kljub temu, da okrog morda na videz divja ena vojna. Priporočljivo je ustvarjanje in sledenje dnevni rutini in izvajanje tehnik sproščanja. Kako v teh za mnoge tesnobnih dneh osvojiti neke nove veščine? Ja, to je mogoče na prvi posluh slišati težko, ampak v resnici ni to nič kakšna velika stvar, samo tako kot vsake nove stvari se lotiti, mogoče z enim občutkom, da zmoremo, da bo šlo. In pri tem, ko ste omenili dihalne tehnike, to se da zelo veliko po internetu že danes najdete, ampak tudi tisti, ki nimajo interneta, gre samo za to, da smo mi res fokusirani na to, kako dihamo, da dihamo sploh, ker v 21. stoletju mi pozabljamo dihati, smo v enem času, ki hitimo, levo, desno službe, zdaj na kmetiji, kjerkoli že so, posod je veliko enega hitenja, In zato je res pomembno, da se samo ustavimo, mogoče tudi uležemo, dvignemo noge. To so take res preproste, majhne stvari, ki jih lahko naredi vsak, samo odločiti se mora, da zdaj bo pa naredil pavzo, da to kosilo mogoče ni nujno ta moment narediti, da perilo v stroju bo počakalo še 5 minut. Čisto take preproste, majhne odločitve, da lahko zdaj pa poskrbimo zase, ker je v tem času to prva pomembna, najpomembnejša vrednost, Ker v bistvu bolj kot mi poskrbimo zase in si vzamemo več časa za to, da stvari predihamo in ko sem omenila dihanje, če se mogoče malo vrnem, to samo pomeni, da dihamo skozi nos, da smo pozorni na to, da počasi dihamo, da globoko dihamo, da smo soočeni s tem občutkom in da samo puščamo ga, da tam je in da v bistvu s časoma mine. In če imamo v glavi v bistvu to, da so to samo občutki, ki so trenutni in ki so varovalka našega telesa pred tem, da nas zavarujejo, da se kaj hudega nam ne naredi, je to v bistvu en zelo dober mehanizem človeškega telesa, ki ga lahko mi uporabimo, da zdaj dihamo in predihamo vse, kar pride na pot. Gotovo je to mogoče za koga, ki se s tem še ni nikoli soočil, slišati težko, ampak
začeti res z enimi majhnimi, preprostimi stvarmi. Veliko ljudi že živi rutino, tudi sicer prej, a ne. Se pravi, če ne drugega so eni obroki ali pa eno delo, ta zunanji faktor, ki da nekakšen okvir dnevu, ki se ga je dobro tudi zdaj držati. To pa se priporoča predvsem zato, ne, ker deluje, kot da nas je preplavila ena travma. Pri travmi pa imamo vedno občutek enega povečanega strahu, pa občutka, da nimamo moči, pa da stvari niso predvidljive. In če si mi damo eno strukturo v dnevu, si res lažje zorganiziramo dan in imamo občutek, da imamo moč, da stvari imamo pod kontrolo in jih lahko nadziramo. In to je pomemben del tudi sredi izolacije. In to se da najbolj narediti s to odločitvijo za te majhne zadeve. Težave se ne pojavljajo le zaradi prekinitve ali zmanjšanja stikov v tem času z osebami, ki so nam blizu, ampak tudi v družinskem okolju. Družinski odnosi so marsikje na preizkušnji, še posebej tam, kjer so ti bili že prej neurejeni. Ja. Terapevti res v teh časih zaznavamo morda ene 3 stvari, ki bi jih izpostavila, in sicer porast nasilja, pa ne bo to fizično ali čustveno, porast občutka osamljenosti in poskuse samomorov, in tretja stvar, težave pri otrocih, ki prihajajo iz ločenih družin. Se pravi, zdaj, ko je prišel ta nov ukrep glede določenja stikov, ne, je zelo nejasno določen stik, je že jasno določena občina, ni pa jasno določeno, kaj in kako naj starši ravnajo, ampak je veliko prepuščeno njim. In zato je zelo pomembno, da se tukaj starši vedno odločajo dobrobit otroka, in sicer, da poskrbijo seveda najprej za njegovo zdravje, ampak če sta oba starša v izolaciji, potem ni razloga, da se recimo stiki ne bi izvajali. Ali pa vsaj, če eden od staršev ni, ali pa je celo delal v kakšnih zdravstvenih poklicih, pa seveda maksimalno omogočiti video in pa telefonske pogovore, ne. Zdaj oba starša, ki sta ločena zdaj, sta delata v korist otroka in jih tudi spodbujamo v to, da je res otrokova dobrobit na prvem mestu. Glede nasilja bi mogoče še rekla, da je zdaj res v porastu in da te dihalne tehnike mogoče delujejo tako neosvojljive ali pa težke ali pa karkoli, ampak že res veliko pomaga, če se mi zmoremo samo umakniti, če prepoznamo impulze, če zaznamo, da nam gre nekaj čez rob, da smo vznemirjeni, da ne vemo, če bomo zmogli zdržati ali ne, da samo odidemo iz prostora in zavarujemo ali partnerja, partnerko in družino, a ne. Žrtve pa naj vejo, da nikoli niso krive, nikoli niso odgovorne, ne glede na to, kaj naredijo, niso odgovorne za to, kar naredi ali partner ali kdo drug v družini. Nihče si ne zasluži udarca, nihče si ne zasluži nasilja in še vedno delujejo telefoni, ki so na voljo za pomoč. Se pravi, Društvo za nenasilno komunikacijo, SOS telefoni, mi imamo na Facebooku veliko enih teh skupin, sočutno partnerstvo, prav s temi nameni, in sočutno starševstvo in varstvo, s temi nameni, da se preprečuje prav te 3 najbolj ranljive skupine, ne, da jim damo en varen prostor. In mogoče bi tudi zdaj to izkoristila, kot to, da nagovorim žrtve, da ne odlašajo ali s klicev na pomoč, da veliko strokovnjakov jim je na voljo brezplačno, veliko telefonov deluje 24 ur na dan in naj se zavaruje čim prej, ker zdaj resno eno tako obdobje, ki je napetost kar v zraku in ne bo šlo na boljše. Ne bo minilo, nasilje ne mini samo od sebe, ampak samo z eno res obliko pomoči. Otroke ste sicer že omenili, te, ki so izločeni družin, kaj pa sicer, kako je z njimi? Seveda tudi otroci niso imuni na vplive, o katerih govoriva. Ja, to ste pravilno ubesedila, ja. Otroci čutijo že sicer vedno vse, najbolj pa svoje starše, ne, so tako kot ene gobe, ki vpijejo vse to čustveno ozračje, ki ga mi doma naredimo. In zdaj bolj, kot zmoremo mi biti umirjeni, bolj nekje se bo to poznalo na otročkih, a ne. To je zdaj ena taka kruta enačba, morda za starše. Otroci so senzibilni seveda ne samo na starše, so senzibilni tudi na okolico, so senzibilni tudi na to, kar mi medgeneracijsko prenesemo, se pravi, kar so dali nam naši dedki, babice, pradedki, prababice, vse to gre naprej prek generacij, vrsto let, ne.
In vse to nosijo otroci v sebi in gotovo je zdaj to en tak čas, ker smo zdaj več časa drug z drugim, kjer vsi čutimo ta strah, da si ga priznamo ali ne. Zato je zelo bistveno, da si ga lahko priznamo, da si lahko vzamemo čas, da ga predihamo ta strah, da tudi naši otročki naučimo, da gre samo za eno virus in da bo minila stvar in da ni brezizhodno, da smo tukaj z njimi. Še posebej pri tamehnih je fajn, da več besedimo, ker ta večji že znajo poiskati na spletu marsikaj. Pri tamehnih je pa zelo fajn, da najdemo ene načine, da jih pomirimo in to najbolj naredimo tako, da najprej pomirimo sebe. To je bistvena enačba zdaj pri otrocih. Je pa to gotovo zdaj težko, ker so otroci ves čas doma, je naporno za marsikakšnega starša, še posebej tiste starše, ki morajo delati recimo od doma, sploh če delata oba starša od doma in imate recimo otroke, ki se že šolajo, pa tudi še en vrtčevski, tudi zelo težko ga je tam prepustiti, nekih 8 ur morata pol starša najdeti res eno novo rutino ali izmenjujočega dela, ali pa enih takih pokrivanj sproti, z otročkami, da je to zdaj dejansko je naporno za vse in je zelo težko in sam prvi korak na temu je to, da si priznamo, da o tem upajo v družini govoriti in res vztrajati na eni taki rutini, ki pa ni zdaj tako zelo striktna in toga, ampak takšna, ker se vsi lahko, vsi 4, recimo, če so v družini, počutijo v redu in sprejeti in dragoceni in vzeti takšni, kot so. Imate morda za konec še kakšno spodbudno besedo, spodbudno misel za naše gledalce, za naše bralce, tudi posavje.com? Ja, hvala. Seveda, vse to bo minilo, to je zdajle samo en občutek, ki se je zelo močno nabral v nas, je čist upravičen, se zares dogajajo težke stvari, ampak vse hudo tudi mine in človeštvo je preživelo že marsikaj in seveda bomo tudi to. Zunaj je lep dan, prečudovite dneve imamo. Ne spodbujam k druženju, spodbujam pa k temu, da greste ven, da šport je pomemben, svež zrak je pomemben, tudi to krepi naš imunski sistem. Poleg odnosov, v katerih smo vzeti resno in kjer se počutimo varni, ljubljeni, zaželeni. Tako da imejte se lepo in radi, predvsem pa ostanite zdravi.